Madame Andersdotter, je donne la parole à Madame Jordan pour 2 minutes. Gospod Bütikofer se je na začetku zahvalil številnim ljudem, ki so prispevali k temu poročilu. Jaz pa bi se mu rada zahvalila za to poročilo, ki je resnično zelo obsežno in obravnava številne vidike industrijske politike. Tudi mene skrbi, da se industrijska baza v Evropi manjša že vrsto let in zato močno podpiram 20-procentni cilj, ki je poudarjen v tem poročilu. Seveda pa se strinjam s poročevalcem, ki pravi, da nedeljski govori zato ne bodo dovolj. Pri uresničevanju tega cilja namreč moramo razmišljati o potrebah industrije, ne smemo razmišljati o potrebnih političnih prijemih. Podjetja ne bodo širila svoje proizvodnje in investirala v nove obrate, če bomo sprejemali politike z vedno novimi in dodatnimi indikatorji. Industrije ne bomo okrepili z bolj zapleteno zakonodajo in obsežnejšim reguliranjem. Verjamem, da so v tem trenutku potrebni ukrepi, kot so realizacija notranjega trga na področju elektrike, plina, telekomunikacij, večja vlaganja v raziskave in razvoj, potem izpolnjevanje zahtev evropskega semestra, oblikovanje stabilnega zakonodajnega okolja z manj administrativnih obremenitev. Politika mora definirati le glavne cilje, ostalo pa prepustiti trgu. Pri tem moramo odgovarjati na največje družbene izzive, ki so doslej povsem jasno prepoznani. To so demografija in staranje prebivalstva, podnebne spremembe in učinkovito ravnanje z viri. Nazadnje pa naj omenim še, da je izredno pomembno izobraževanje in usposabljanje, kajti menim, da na tem področju dejansko potrebujemo reforme, ki bodo bolj odgovarjale na potrebe gospodarstva. Hvala. Merci Madame Jordan. La parole est à Monsieur Guirec pour 1 minute. Z Europy znika przemysł. Korporacje delokalizują go, pomnażając zyski. Bezrobocie rośnie. Wschodzące potęgi agresywnie przejmują te obszary produkcji, z których znana była Europa. Czy realnie